Tole pa res ni bed, stari. Majka. Dobro, da se je začel vesel december. Končno bojo lučke. Se bo malo bolj Luizi tudi na šihtu, ko mi čaka. Ja, jaz tudi. Glih zadnjič sem gledal, ko bom zdaj dopusta koristil. Bomo cel december malo na šihtu. No, jaz tudi. To res bo top. Kaj pa misliš žiti? Malo sem mislil tudi Rim pogledati, Sikstinsko kapelo, malo Fontano di Trevi, piti njihovo kavo, probati njihov sladoled. To, dobra ideja. Pač slišiš, da kapleten dopust. Ja, kaj pa ti? Veš tudi kam? Ja, jaz grem pa. Naslednji teden grem v Armenijo, Cipr pa Dubaj. Tako mi čakam. Lepo. Sam to se boš tudi kar lepo izprsil. Ma ne, kodne cene za let. Tako da pač sem rekel, jebaj, kaj gremo. Tako mi čakam. To. Kaj dobro to. Jaz sem pa čak, to ni dobro. Ja, to, da greš ti na dopust. Da si čisto pozabil. Ja, mi da moramo še letošnje pončke posneti, preden greva. Ja. Zakaj ti ne zmer to na koncu poješ? Poletka sem bila na dopustu, zdaj pred dopustom. Pa kvaj s tabo, stari, daj, greva midva to hitro posneti, da zdaj tam pojka pridem iz dopusta, pa da do konca mesta to davo ven. Pa boš naredil? Se niti komentatorja še nima. Ma jebeš, daj smo midva komentatorja, pač, ne vem. Pač, daj greva s te koče, sam fakt, daj, še kuhančka ne moramo v miru spiti, stari, daj, čez 2 ure se dobiva v studiu, prav, evo. Ampak, daj, ti meni razloži, zakaj preprosto ne moraš spet unga poklicati, da me napoveduje tako, kot nam je že lansko leto? Ja, ne morem ga poklicati še enkrat, zaradi tega, ker je že lansko leto rekel, da nam je šel tok na roko, ker je upal, da mu bo vsaj na koncu malo plačala, pa mu nismo, ker so prevelika gorenca. Pa me jebeš, ali zgleda, ka bolan sem tu. Ja, in daj mi pa razloži, kako ti pač planiraš, da bo midva tole posnela brez napovedovalca. Ne vem, pač malo se bo menjavala, malo boš šel ti gor, malo bom šel jaz gor, pa še na ta način bo še poceni skozi prišla brez slabe vesti. Kakšna ideja je že spet? Daj, pojd gor, veš na oder, bom jaz zdajle začel. O, Jezus. Drage dame in gospodje, pozdravljeni na že... Na 4. podelitvi The Sweet Tech TV fončkov za najboljše telefone leta 2023. Z vami sva... Ne smijo, to mi dogovoriva. Z vami sta Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV, ki bosta spet letos podeljevala nagrade za najboljše fončke. Hvala glasu, ki je ful podoben Davorjemu. Zdaj, boh je zakaj, ne vem. No, ampak nič bat, Davor se nam bo že kmalu pridružil tukaj na odru, da bova skupaj potegnila črto pod letošnje leto mobilnikov in podelila nagrade The Sweet Tech TV fonček za najboljše telefone v posameznih kategorijah. Čak, pa praviš? Dej boš dož zodaj, zdaj moram pa jaz prijet gor pa nekaj povedati. Dej, letos bo imela zopet 10 kategorij. Najprej bo podelila nagrado za najboljši telefon, ki nima samo dostopen v Sloveniji, ter kategorijo najboljšega gaming telefona. Temu pa bosta sledili kategoriji Most Valuable Player oziroma najvrednejši in najkoristnejši telefon glede na ceno. Potem pa še kategorija najboljšega budget telefona. Kaj se pa zdaj ti deraš? Dej, kam me podiš? Potem bova podelila fonček za najboljši mid-range telefon in kategorijo telefona, ki je bil Bust of the Year, oziroma telefon, ki je bil strel v prazno. Sledili pa bosta kategoriji za najbolj presenetljiv telefon leta in najboljši prepogljivi telefon leta 2023. Na koncu pa še krem de la krem. 2 najbolj prestižni kategoriji, in sicer fonček za najboljši flagship v svetu Androidov in najboljši flagship v svetu iPhonov. Kategorij je kar neki, dajmo kar začeti, pa bomo videli, kako se bo danes vse tole skupaj išlo, če se bo sploh išlo, glede na to, kako čuden te skupaj tole zgleda. Prva kategorija je najboljši telefon, ki ni masovno dostopen v Sloveniji. Ta kategorija je nepričakovano dobila ful veliko potencialnih kandidatov, ker kitajska podjetja zadnje cajte v Evropo sploh več ne pošiljajo svojih najboljših flagshipov, ker jim prejšnja leta ni ratalo prodreti na ta trg. Podjetja, kot so Xiaomi, Oppo, Vivo in tudi OnePlus, svoje najboljše fone pustijo samo za azijski trg in čisto nič drugačni z letošnjim zmagovalcem te kategorije. Režija Bobne. Zmagovalec kategorije najboljši telefon, ki ni masovno dostopen v Sloveniji, je Xiaomi 13 Ultra. Ta telefon je imel vse. Bil je dobro sestavljen, imel je unibody design, njegovi objektivi so bili impresivni in odlični, imel je tudi odličen svetli zaslon.
Njegova edina težava je v tem, da ga praktično se nikjer ni dal dobiti. Tudi v drugih evropskih državah ne, in bojiva se, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje, tega pa res nočemo. Ja, nažalost, res. Čak, ma ni tako, da bi ti mogel iti gor na oder, pa bi jaz mogel zelo v zadju napovedovati. Ja, sem res, čak se še loviva, grem. Ja, Nagrado za naslednjo kategorijo najboljši gamerski telefon leta 2023 bo podelil Davor. Ja, res ful presenečenje. Dajmo se vsi pretvarjati, koliko smo presenečeni. Ja, smo vsi presenečeni, Andraž. No, drugače smo imeli pa tudi letos par dobrih gamerskih telefonov. Asus ROG Phone 7, Asus ROG Phone 7 Ultimate, Red Magic 8S Pro, Black Shark 5 Pro in Red Magic 7 Pro. Ampak zmagovalci samo eden in to je Black Shark 5 Pro. Ne, ta telefon nima takih speksov kot Asus ROG Phone 7 Ultimate. Prav tako nima vhoda za slušalke ali pa brezžičnega polnjenja. Sam je pa najboljši overall telefon za gamerje, s tem da naredi tudi čisto solidne fotke, ki so ponovadi nekako šibka točka gamerskih telefonov. Bravo, Black Shark. Zdaj pa kar z naslednjo kategorijo Most Valuable. A ja ne, to je tvoja sekcija, Andraž, pridi gor, pojdi. Kata mi že skoraj spoilal Davor, je naslednja kategorija MVP, Most Valuable Player, oziroma najvrednejši telefon glede na ceno. Tudi tukaj je bila konkurenca kar velika. Imela so na razpolago Nothing Phone 2, ki je najbolj Appleovsk androiden telefon z lepim in minimalnim operacijskim sistemom, pa velikimi hrbtnimi lučkami, da lahko enostavno vidite notifikacije, ki so mogoče sicer malo gimmick. V to kategorijo paše tudi Samsung Galaxy S23, ki je sicer premijski telefon s premijskim čipom, sam z malo nižjo ceno in je zato bolj ugoden od Ultra. Dobro, Andraž, super, ampak zmagovalec je lahko sam eden. Gledalce zanima, kdo je zmagal. Pa dobro, no, pa si tukaj živčen, Wheezy model, raš mi bobne vklop. In zmagovalec je Google Pixel 7a. Ta telefon je končno dobil zaslon, ki premore visoko 90 Hz osveževanje, je dobro sestavljen, omogoča brezžično polnjenje in ima odlične kamere. Zato je najin letošnji zmagovalec te kategorije. Jaz na vrstu moja, ne? A vidiš, Andraž, moj nam gre kar dobro, tako da bomo videli za naprej. Dajmo kar podeliti nagrado za kategorijo najboljši budget telefon leta 2023. Tudi tukaj smo imeli zelo veliko tekmovalcev. Samsung Galaxy A14, Motorola G23 in Xiaomi Redmi Note 12. Na koncu sem se mogel odločiti sam za enega in to je, bobne prosim, Poco X5 Pro. To je telefon, ki je popravil vse iz lanskoletnega, pri čemer je še zmeraj obdržal nizko ceno in ga lahko vsem priporočam. Pa dobro, no, Davor, pa lahko nehaš nakladati, spet meni malo pustiš do besede. Ja, no, saj že grem. Itak sploh ne veš, katera kategorija je zdaj na vrsti. Ja, pa vem, zdaj je na vrsti kategorija za najboljši midrange telefon, kjer sem imela za spet res težko odločitev. Andraž, Šoki, brez živčnosti, vse je v redu, ampak še vse na oder moraš priti gor. Aja, pardon, evo me, sorry. Torej, v srednjem razredu sem imela kar težav pri izbiri, ker imate tam telefon, kot je Samsung Galaxy S23 FE in A54, Nothing Phone 2, Xiaomi Redmi 13 Pro Plus, pa Pixel 8 in 7a. In ta telefon je, bobne, prosim, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Ta telefon ima vse, ogromno 5000 mAh veliko baterijo, ogromen, lep zaslon, 200 megapikslov glavni kameri, čeprav to nujno ne pomeni veliko, kar veste, in do 16 GB rama. Kljub temu pa moram opozoriti, da ta telefon še ni pri nas, čeprav bi mogel priti v roku parih mesecev, tako da mu za petami že močno sledi Samsung Galaxy A54. Drugač, veste, koliko sem pa vesel, da je naslednja kategorija letos spet padla name. Govorim namreč o kategoriji Bust of the Year, oziroma strel v prazno. Rad bi vam rekel, da je bila izbira težka, pa ni bila, da je bilo kandidatov veliko, pa jih ni bilo, da sem nad izbiro presenečen. Pa nisem. Ej, Davor, a bo, neka mizen mi deluješ, nucaš pomoč, hočeš, da vklopim bobne? Ne, glas, ki je podobal Andražu, ne rabim pomoči. Ampak vsem, hvala in ja, sem jezen. Ampak ne rabim nobenih bobnov, tako da bom to kategorijo kar lepo na hiter povedal. Nagrado za Bust of the Year spet dobi, ja,
iPhone SE 2022. Ja, tudi ta let, ne, niti malo nama ni žal, da je to najin telefon zastrelil prazno v tem letu. Kaj ta telefon še zmer dela na trgu 1 leto kasneje o praktično nespremenjeni ceni z istimi slabimi speksi kot lani, ne bova nikoli razumela. Edina odrešilna stvar pri tem telefonu bi bila recimo, če bi bila to v redu cena oziroma bi malo padla, pa ne bi bila toliko ostra do njega. Ampak ker letos tudi Apple v zvezi s tem telefonom ni naredil nič. Tako da ja, sorry, še zmer mora biti bust of the year. Vidite, da sem jezen. Kar je kar precej smešen po svoje, ker je telefon, ki naj jo je najbolj presenetil ta let, tudi Apple. Ja, sorry, spoiler, shit, no ja. Presenečenje govoriva o iPhone 15. Zihar niste tega pričakovali. Ok, Peter se bo soglasil v komentarjih, ta telefon ni popoln, ima samo 60 Hz zaslon in sam po sebi ne deluje nič poseben. Ampak je pa izjemno prijeten telefon za rokovati, lahek, udoben, hkrati pa neverjetno zmogljiv in lepo oblikovan, pa še USB-C ima. In čeprav kategorija najboljši mehen telefon nekako ni smiselna, ker na trgu dejansko ni več res mehnih telefonov, bi ta telefon lahko kamot nosil tudi ta naslov. A ja, če se mi je ta izbira zdela presenetljiva, pol boste pa zdaj še toliko bolj presenečeni glede izbire za najboljši prepogljiv telefon leta 2023. Se spomnite, kako smo v preteklosti nekako si YouTuberi dajali to nagrado Samsungu, ki je praktično tudi izumil to kategorijo in je vsa leta nekako osamljeno kraljevo na vrhu. No, letos nič več, konkurenca je končno najela Samsung, ki je po dolgih letih malo zaspal na svojih lavorikah. Proizvajalci, kot so Google, Honor, Oppo, OnePlus, pa so letos naredili korak naprej. Režija, bobne prosim. Nagrado Fonček za najboljši prepogljivi telefon v letu 2023 prejme ta Honor Magic V2 in OnePlus Open. Ja, ta dva bosta letos skupaj prejela to nagrado, ker se zaslužita jo oba. Sta tanka, praktično istih dimenzij in teže kot iPhone 15 Pro Max. Oba se lepo do konca zapreta in imata minimalen kriz. Oba imata poleg hardvera tudi dober software, ki ga dopolnjuje. Hiter se filata, imata uporabna zunanja zaslona normalnih dimenzij, kratka, kažete nam to, kar bi prepogledalci morali biti in da ta kategorija telefonov končno ima nek smisel. Bravo, Honor in OnePlus. Zdaj pa smo prišli do zadnjih dveh najbolj prestižnih kategorij. Najboljši Androiden telefon leta in najboljši iPhone za leto 2023. Zdaj, najprej dajmo skozi kategorijo za iPhone. Tukaj, ki prav veliko izbire ni, imate 4 iPhone, ki se lahko potegujejo za ta naslov. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro in 15 Pro Max. To je nekako to, kar je od konkurence. In čeprav sta 15 in 15 Plus dobra telefona, pa je v določene manjkajoče funkcije, kot je zaslon z visokim osveževanjem, preprosto ne morajo dati na vrh. Tako ostaneta samo še 15 Pro in 15 Pro Max in zmagovalec med njima je iPhone 15 Pro Max. Ja, že običen 15 Pro bi bil lahko kamot zmagovalec. Sam je 15 Pro Max zaradi ohišja iz titana letos lažji, zato tudi izboklina z objektive na večjem telefonu manj izstopajoča, zato izpade boljš. Pa še vstopna točka pri Pro Maxu je 256 GB notranjega pomnilnika, kar je veliko bolj smiselno kot 128 GB. Ta telefon je res stroj, hitro opravi vse naloge, deluje gladko, dela odlične fotke in še boljše videe, pa še USB-C ima končen letos. Če ste Apple fan, pa hočete najboljši telefon za vas, je to za vas res edina logična izbira letos, ampak tudi ostali so top. Bravo, Apple. Bravo. No, ampak vsak kovanc ima dve plati in ker je iPhone, mora biti na drugi strani tudi Android. Andraž je rekel, da pri iPhone-ih itak noben let ni veliko izbire, ker imaš vedno samo toliko modelov, omejeno število, ki jih dajo ven, izbere se najboljšega in to je to. Sam iskreno, tudi pri Androidu je bil letos realno samo en telefon, o katerem se je cel cajt govorilo, ki je nenormalno izstopal iz povprečja in prekašal vse ostale. Bobne, prosim. Zmagovalec nagrade Fonček 2023 za najboljši androidni telefon leta je Samsung Galaxy S23 Ultra. Ne gre se za to, da sva ga oba z Andražem kupila, ne gre se za nek hype ali pa privrženost Samsungu. Gre se za to, da ta telefon letos ni izgledal kot nič posebenega, tudi ko je ven prišel, se ni zdel boh ve kaj, sam v resnici je bil pa res velik napredek napram lanskemu letu. Veliko boljši procesor, veliko boljša baterija.
Kamere so se nenormalno izboljšale. Ta telefon sicer ni popoln, je pa skupaj s 15 Pro Maxom že skoraj tam na točki, kjer se vprašaš, kaj sploh še hočeš imeti več od telefona. Zato si nagrado to res zasluži tudi ta telefon. Bravo, Samsung. Evo, takoj bomo nazaj. Ja, so spet zaston delala, ne? Če bi ga plačala, bi naravno zdaj dal javno špico, ker zdaj bo kakle čakala, kada lipova boga. Čeprav ga itak ne bi mogla plačati. Drugače, se veš, da bi ti mogel biti zdaj na vrsti, ne, da bi pač najavil, da podeliti pekant, ne? Ja, sam itak sem se že nekje na sredi zmedel, kdo je na vrsti, tako da sam, kaj bova pa zdaj? Mislim, lahko se malo tako nerodno začneva smejati, pa mahati, rečeva adijo, pa greva sam dol, ne vem. Ni to dobre rešitve. Čau. Ja, misliš, da tam v kaminu koč, da je še kaj ognja ostalo? Ja, upam, po moje, da celo je, no, pa upam, da je kuhan vin že zmer topel. Ja.